to, da imamo podjetniki različne kape oziroma vloge v svojem poslu, verjetno smo že vsi velikokrat slišali. Ampak če se zares vprašamo, katere so pa tiste 3 glavne in najbolj spregledane vloge v poslu, no, to pa se dotaknemo danes. Zdaj, za uspešen posel moramo podjetniki imeti biti v 3 vlogah oziroma si vzeti čas nekako čim bolj enakomerno, da imamo čas za vse te 3 vloge. Zakaj? Zaradi tega, da potem res poskrbimo za vse, torej za samo opravljeno delo v poslu, za same strategije, za sami razvoj in tako naprej. Tako lahko pridemo do uspešnega brenda oziroma do uspešnega posla. In zdaj, katere so te 3 vloge? Te 3 vloge so podjetnik, menedžer in pa delavec. In razporejene bi morale biti čim bolj enakomerno, torej da smo 1/3 v vlogi podjetnika, 1/3 v vlogi menedžerja in 1/3 v vlogi delavca. Ok, pa gremo po vsaki vlogi čisto na hitro pogledati, kaj pomenijo. Podjetnik je v bistvu inovator, je tisti, ki inovira nove zadeve, je velik strateg in je ustvarjalec novih metod za prodiranje ali ustvarjanje novih trgov. Podjetnik je torej inovator, ki hrepeni po nadzoru, da ima vse pod nadzorom. Podjetnik, na primer, zgradi hišo in takoj, ko je končana, začne načrtovati že naslednja. In podjetnik običajno zmeraj nekako živi v prihodnosti, je usmeren v prihodnost, v načrte. In če pogledamo, kje je to v našem podjetju, je to v bistvu so te inovacije, kar načrtujemo, recimo projekte za naprej. Potem druga vloga je menedžer oziroma organizator. In brez menedžerja ne bi bilo v bistvu načrtovanja, ne bi bilo reda, predvidljivosti, In tudi to je v našem poslu seveda zelo, zelo, zelo pomembno. In če podjetnik živi v prihodnosti, menedžer živi v preteklosti. In če podjetnik vedno vidi priložnost v dogodkih, menedžer na drugi strani vedno vidi težave. In to je ok, ker menedžer zgradi hišo in potem v njej živi zavedno, medtem ko podjetnik recimo zgradi hišo in takoj, ko je končana, začne načrtovati naslednja. In seveda je pomembno, da imamo tega menedžerja, prvo kot prvo, da se projekti sploh izpeljajo, in drugo kot drugo, da imamo neko stabilnost. In da ne skačemo samo iz cveta na cvet oziroma iz projekta, iz ideje na idejo, pa v resnici ničesar pravilno oziroma dokončno ne zaključimo. In tretja vloga, ki je nujno potrebna, je delavec. To je pa izvajalec. Zdaj, veliko podjetnikov pa podjetnic se bo verjetno najdlo, da je večinoma svojega časa v tej vlogi, kar pa ni ok. Ker potem ne pride do razvoja in ne pride do bolj učinkovitega poslovanja oziroma dela. In torej delavec je izvajalec. In če želiš, pogosto ima ta delavec eno tako prepričanje, če želiš, da je dobro upravljeno, to naredimo sami. Verjetno se verjamem, da se marsikdo najde v tej vlogi, in delavec v bistvu živi v sedanjosti. In obožuje ta občutek, da stvari oziroma dejstvo, da stvari lahko naredijo, da jih lahko naredi sam, da so lahko narejene in delo ga usrečuje. Pomembno pa je, da ima v bistvu dela naenkrat samo na eni nalogi oziroma eni stvari. Ker če ima delavec več nalog hkrati, potem je hitro lahko preobremenjen. In tukaj potem pride tale menedžer, seveda bolj prav, da nam organizira to delo, delavec pa potem samo lepo izvaja. In delavec se zaveda, da 2 stvari ni mogoče hkrati narediti. Tako da v bistvu, če bi zdaj zapeljali te vse 3 vloge, je podjetnik na eni strani ima nove vizije, nove ideje, novo prodornost, na drugi strani potem menedžer to vse skupaj, te nove ideje organizira zelo dobro in potem jih delavec to tudi samo izpelje oziroma implementira. In zdaj namesto tega, da so te vloge ponavadi razporejene res enakomerno po
eni tretjini, je tipičen lastnik nekega malega podjetja, po nekaterih podatkih je običajno 10% je neki podjetnik, 20% potem menedžer in 70% delavec. In tukaj seveda, če si skozi v vlogi delavca, potem pride do preobremenitve, pride do nezadovoljstva, izčrpanosti in tako naprej. Tako da te mogoče danes povabim, da malo razmisliš, koliko časa nameniš tej posamezni vlogi v svojem poslu in mogoče, če niso enakomerno porazdeljene, torej 1/3, 33,333%, potem mogoče lahko začneš razmišljati, kako lahko te vloge bolj porazdeliš, da bodo bolj učinkovite in bodo bolje delovale. Evo, me pa zanima, vesela bom seveda tudi tvojega feedbacka. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.